Lepo pozdravljeni. Tudi tokrat vam bom v tedenskem povzetku predočila dogodke naše regije. Odzvali smo se vabilu Katje Kotnik-Prosenjak, ki je otvorila razstavo in hkrati predstavila tudi svojo najnovejšo knjigo. Z direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja, gospo Brigito Rajščar, sem se pogovarjala o novih dognanjih Hermana Potočnika Nordunga in se nenazadnje odzvala vabilu Kulturnega doma Slovenj Gradec, kjer so predvajali portretni dokumentarec Vezela, koroškega ustvarjalca, nadobudneža Toma Novosela in nenazadnje tudi kratkometražni film, prav tako koroškega režiserja Uroša Zavodnika. Pa si poglejmo vse našteto. Katja Kotnik-Prosenjak je, lahko bi dejali, vsestranska. Je amaterska igralka, rada slika, rada piše pesmi in nenazadnje se ukvarja tudi z jogo. No, z ekipo sem se odzvala vabilu na otvoritev njene razstave in hkrati predstavitev njene knjige z naslovom Zvesta sebi, zato ji najprej prisluhnimo. To je moja druga samostojna slikarska razstava in na njej sem predstavila svoje slike. To so taka moja interpretacija mandal. Istočasno je pa tudi predstavitev knjige Zvesta sebi. To je zbirka 13 pesmi in tudi 13 slik, ki sem jih sama naslikala. Pesmi govorijo večinoma o življenju, večinoma o tem, kako sami sebe blokiramo v življenju, kako svojimi čustvi, kako čustva manipulirajo z nami in tudi o ljubezni, tudi o nevidnih stvareh, ki jih lahko doživimo, če si dovolimo. Torej, inspiracijo iščete v sebi sami, bi nekako lahko povzela recimo to vašo. Tako. Iščem v sebi, iščem v ljudeh, situacijah okrog sebe, predvsem pa na podlagi mojih izkušenj in Kje lahko recimo najdemo vašo knjigo, se je možno kupiti? Moja knjiga se bo lahko dobila v knjižnicah, izposodila v knjižnicah, drugače pa bo tudi, če bo kdo želel knjigo, me lahko kontaktira. Lahko me ujameš, a samo za trenutek in že ti spolzim skozi prste. Ujemi veter, če ga moreš. Lahko uživaš v njegovi sapici, lahko te hladi, lahko te popolnoma pozebe, a ujeti ga ne moreš.
Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec v sodelovanju z umetniškim kabinetom Primož Premzl Maribor je v prostori bivšega zapora prikazal nova dognanja o družini Potočnik. Torej o vseh teh novih dognanjih sem se pogovarjala z direktorico Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec, za gospo Brigito Rajšter. Zasnova razstave je pravzaprav delo Primoža Premzla in gre za gostujočo razstavo, ki jo gostimo v Koroškem pokrajinskem muzeju. Gospod Premzl je že v lanskem letu prišel v muzej, takrat se je tudi zanimal za ene podatke, ker je iskal podatke o hišnih številkah na današnjem glavnem trgu in tudi takrat smo se pravzaprav že domenili, da ko bo razstava enkrat pripravljena, bo tudi prišla gostovati v samo mesto. Zasnoval je razstavo, kot sem že omenila, Primož Premzl, ki je v lanskem letu tudi izdal knjigo, monografijo o Hermanu Potočniku z naslovom Herman Potočnik Nordung, življenjepis v sliki in besedi. In v tej doslej najbolj dognani knjigi o tem velikem Slovencu so tudi novi izsledki, do katerih se je gospod Premzl tudi v bistvu jih je pridobil in jih zdaj tudi prvič javno objavlja. Tako da ta razstava, ki jo prikazujemo v razstavnih prostorih nekdanjih zaporov v Slovenj Gradcu, v nekdanji hiši mestni, govori skozi arhivske dokumente. Gre za predstavitev tako originalnih dokumentov kot tudi faksimil in podaja neka nova dejstva o življenju Hermana Potočnika, kot tudi pravzaprav še bolj poudarek je pa na njegovi družini. Tudi ta razstava in ti predmeti oziroma ti dokumenti, ki so tu predstavljeni, so izbrani, namensko izbrani za to razstavo v Slovenj Gradcu. Razstava je že gostovala in jo je gospod Premzl že predstavil v Univerzitetni knjižnici Maribor in v lanskem decembru oziroma konec lanskega leta tudi v Narodni in Univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Kateri so torej ti novi izsledki, ki se nanašajo na mesto Slovenj Gradec? Gospod Premzl se pravzaprav že 15 let nekako ukvarja z raziskovanjem življenja in dela Hermana Potočnika. Najprej je prišel do tega kot do Hermana Potočnika v okviru kulturne zgodovine mesta Maribor. Ker pa vsi podatki niso bili najbolj jasni in se mu je zdelo še potrebno raziskovati, se je lotil tudi samega roda, se pravi očetovega roda Hermana Potočnika, odkot izvira. Do sedaj je namreč veljalo, da je oče Hermana Potočnika, Josef Potočnik, bil rojen v Zgornjem Razborju 3 pod Uršljo goro, na neki manjši kmetiji, ki je spadala pod plešivške oblastnike, plešivške imetnike. Se pravi, to je po domače pri Potočniku in nekako se je sklepalo, da je od tam tudi oče Hermana Potočnika. S poglobljenim arhivskim raziskovanjem je pa gospod Premzl prišel do novih podatkov. Tako je pregledal rojstne knjige za Slovenj Gradec od 1818-1841 in tudi zemljiško-knjižne opise za drugo polovico 19. stoletja in je pravzaprav odkril, da je oče Jozef Potočnik bil rojen v Slovenj Gradcu, hišna številka 41. V okviru filmskega festivala sem si skupaj z srednjošolci v Kulturnem domu Slovenj Gradec ogledala portretni dokumentarec Vezela, katerega je ustvaril nadobudnež Slovenjgračan Tomo Novosel. Hkrati sem si ogledala tudi kratkometražni film Der Proband koroškega režiserja in nagrajenega scenarista Uroša Zavodnika, ki se s kulturo ukvarja profesionalno, torej kot filmski ustvarjalec. Pa prisluhnimo obema. Se pravi, sporočilo filma je, da vzamemo tega človeka, ki ga vsak dan srečamo in ga predstavimo v neki drugi luči. Vsak ima neke svoje življenjske zgodbe, ampak
v Francu vemo to, da ko ga srečamo, ne? In gremo mimo njega. Vsak pozna tipa, ko ga ti črn pes iza ovinka prinese, noben pa v bistvu se mi zdi, da ali pa premalo ljudi ve, kdo je, s čim se ukvarja, kaj ima vse za sabo, ker ima res pestro življenje za sabo. Nekaj ga je vendarle pripeljalo do tega trenutka, kjer je zdaj. Se pravi, pri Vezeli je mogoče, pri dokumentarcu nasploh je pač tak, da nimamo nekega vnaprej določenega scenarija, ker ne veš zdaj, a bojo vsi za, ne, jaz sem si pač pripravil nek seznam na podlagi tega, kar mi je Franc v svojem življenju predhodno povedal. Zdaj vsi niso bili za, ne, vse nisem mogel uporabiti, ljudje so pač imeli neke svoje zadržke, kar pač razumemo in nikoli ne veš, kaj ti bojo povedali. To je, mislim, da največji čar dokumentarca. Tako da v bistvu sem vprašal isto vprašanje, plus neka prilagojena vprašanja in sem pol v bistvu šele, če sem čisto odkrit, sem pri montaži imel 5 čisto različnih filmov pripravljenih in sem se na koncu pol mogel pač odločiti. Poleg tega TV dokumentarci so 52 minut morajo biti dolgi, to je pač nek standard in vem, da pri prvi montaži sem imel 90 minut dolgi film, pa sem mislil, da imam ful kratkega. Glasba se mi zdi, da je tu pač neko osrednjo vodilo, o čem se v bistvu gre, ne. Tudi mene se je glasba pač najbolj dotaknila pri njemu, ne. Zdaj seveda je pač prav, da če imam nek portretni dokumentarc, da sam avtor nekaj o tem pove, zato sem se bolj v njega osredotočil, da ima on svoje momente, pa v bistvu nam on razlaga bolj kot pa nek narator. Jaz moram reči, da mi je najbolj všeč so mi ti arhivski posnetki. Franc mi je dal kasete, on je to vse snemal, to je staro ne vem kak. In dal mi je 30 ur teh posnetkov in tam ven sem se jaz polovil, da sem našel nekaj. In ker vidimo, kako dela s sinom, vidimo neke glasbe, ko je nikjer ni na enih CD-jih. In mogoče se mi je to zdelo tudi najbolj škoda, da pri ne vem koliko CD-jev vse so posneli, da nima on niti enega svojega, ne? Da bi rekel, da je on nastopil pa vse. In zato sem toliko več tega dajal dokumentarc. Pusti me mati, da stopim dol vas, le kdo ji bo rekel, le kdo bo dejal. Pusti me mati, da spet pojdem vas, le kdo ji bo rekel, le kdo bo dejal. Dobro jutro, lepotica in tvoje oči, tisočak je premalo za strastne noči. Mrzla je postelja brez tvojega telesa, gola ramena brez tvojih rok. Ali si moja, ali te ubijem, ne morem brez tebe in tvojih oči. To je Franc, ki zna prepevati nadrealistično avtomatsko prozo. To je nekaj, kar sem jaz prvič v življenju slišal. Franc govori kot hitri Oto, v 3 minutah obdela svojo temo tako totalno, da bi bilo škoda časa, predvsem pa energije, da bi jaz karkoli dodal. Skratka, naj kar sam. Včasih pač ni izhoda, Franc. Franc, Vezela in blišč in beda. Mladost moja je bila ena sama uživancija, če pozabimo pa odmislimo to, da sem zaradi popečene noge imel kompleks celo življenje, oziroma dokler se nisem redo zapil. Živahen, vsega zanimalo, povsod ga je bilo polno, res, še tam, ki pač priden pa. Te je bil še. Kot otrok je bil, pa v šoli je bil priden, pa tako da nisem imela ne vem kakve. Imela sva res lepo otroštvo, ki ga danes mlade pravzaprav več nimajo. Od tistih raznih iger, hkrati pa nama je že takrat nekako glasba bila recimo zelo blizu. Jaz vem, ko smo ustanavljala svoj prvi band, Manuel se je imenoval, sva oba skupaj nažicala od fotrov, mam, tet, sric, pa še od neznanih, da sva
zbrala skupaj denar za eno električno kitaro, ne. In potem sva si jo nesla domov, pa sva jo gledala. Normalno, nihče ni imel pojma, noben ni imel pojma, kako se to pravzaprav sploh igra, ne. In potem sva to uredila tako, da sva jo imela doma en dan jaz, en dan on, ne. In nisva znala niti enega prijema, ne. V tednu dni sva že imela vsak svoj komad, ne. Zanimivo je, da sem na maturi padel slovenski jezik, angleščino pa naredil spet. In moj takratni razrednik je danes ravnatelj 3. gimnazije, menda še je. Janez Pastar je znoril seveda, smisel, da bo vzel brzo strelko pa šel v zbornico postreljati vse skupaj, ampak se je umiril. Glavnem spomnim se, da mi je rekel, kako imaš lahko angleški jezik pet, slovenščino pa padeš. Intuicijo in popolno meglo. Ima genialne navdihe, ki pa jih ne zna vedno izkoristiti. Zelo razumljiv, nima pa ostro določenih pravil mišljenja, zato deluje glede na razpoloženje. Njegove odločitve so približne, mehke, vedno človeške. Oseba je lahko zagovornik kakšnega ideološkega gibanja ali pa si misli, da izpolnjuje določeno poslanstvo. Tisto, kar včasih je bilo v redi, pa vse, kar je bilo zdaj pri nas, vse narobe, pa da pač on ima vse prav, tak je pač postal, da ga včasih ne spoznam, da tisto, kar. Ja, mislim, da je bolj enostavno v tem, bom rekel, današnjem času speljati nek filmski projekt v koprodukciji. Tako ali tako Evropa nekako podpira tudi te koprodukcijske projekte in to, bom rekel, čezmejno oziroma meddržavno sodelovanje. Tako da ja, pač ponudila se ta priložnost, da naredim to koprodukcijo. Sicer film izhaja, bom rekel, iz univerzitetnega okolja. Scenarij prihaja iz adaptacije študentke Celovške univerze, medijskega oziroma filmskega inštituta, ki sem ga pač jaz vzel za ta filmski projekt. In ja, zgoraj smo našli to, bom rekel, idealno lokacijo za to filmsko zgodbo. To je nekdanji samostan oziroma danes umetniška gimnazija v Vitrinjo, Fiktring, blizu Celovca, kjer sem jaz že snemal en film, in sicer Proces po Kafki. In nekako sem slutil, da na tej lokaciji spet lahko najdem nekako dobro okolje, kamor bi lahko postavil to filmsko zgodbo. In res v enem drugem delu tega samostana oziroma te gimnazije sem našel ravno to idealno lokacijo in potem smo nekako malo še priredili ta scenarij na to lokacijo in smo v parih, bom rekel, v 6-7 snemalnih dneh tudi posneli ta 35 minut dolg igrani film. Ja, tako bom rekel, pri vsakem igranem filmu sodeluje nekako enako število ljudi, ne. Zdaj, igrana produkcija med kratko in celovečerno formo se pač razlikuje v število dni snemanja. Tako da ja, pri tem filmu je verjetno sodelovalo tako 30 ljudi, ki so dali, bom rekel, tehnično podporo oziroma tudi postavljali scenografijo. Poleg seveda so bili pa še igralci, ne. In seveda vsako avtorsko delo oziroma vsak film nosi neko sporočilo, tudi ta film nosi neko sporočilo. Zdaj, sama adaptacija izhaja iz kratke zgodbe Margit Han. Scenarij je spisala po tej kratki zgodbi scenaristka Sonja Oti. Zdaj, sama zgodba govori o mobingu in ona je nekako to adaptirala, bom rekel, v to okolje zaprte psihiatrične bolnice, kjer dejansko se odvija neka terapija, ne? Na enem pacientu oziroma na enem človeku, ki ga ne moremo smatrati še kot pacienta, ne? In konec koncev ta terapija ne uspe in to je tako kot v življenju, ne? Zdaj, sporočilo je pa vsekakor, bom rekel, usmerjeno v tej smeri. Zdaj, ni nujno, ne, da bo človek zadovoljen zaradi tega,
če bo dosegel neko višjo pozicijo nekje v službi ali kjerkoli v življenju, ampak bistveno je, da se človek ozre okrog svojega okolja, da se ozre v to okolje svojega življenja in verjetno bo odkril, da je, v tem okolju najsrečnejši in da ne nujno rabi, stopicati po nekih stopnicah, ki mu jih nekako predpisuje družba, da nekako mora strmeti k nekemu višjemu cilju oziroma nekemu višjemu položaju in ni nujno, da ga bo ta položaj tudi zadovoljil. Heute bist du dran mit Beschriften, Bursche. Hab keinen Stift da. Jetzt hast du dann. Schön schreiben. Fehlerlos schreiben. Mit weichen D, Bursche. Klar. 1270. Ja, zu früh war der noch nie da erst. Bedienung. Seltsam. C. Höchst seltsam. Was macht der da? Er wird nicht wissen, was er daheim tun soll. Und mit wem. Ja, wann die Zeit? Schon wieder nachgehabt. Guten Morgen. Marlischen, meiner Ratischen. Sehr hübsch heute. Sieht geil aus, gell? Ja. Die gefällt dir, gell? Schon. Ne, sehr geile Alte. Ja, was will man? Der Hofer legt die Malis bald am Schreibtisch flach. Das macht er nicht. Ich glaub schon. Ich hab heute mein Glücksschwert an. Das traut sich der nicht, verstehst? Schau ihn da an. Das ist ja nur noch geil auf sein Schau da an, noch Arscher kann sich der gar nicht aufhören, dass sie nicht merkt, wie spitz er ist auf See. Ja. Ausziehen. Der Tag, ha? Das ist jetzt ausgezogen. Schon. Was darfst du denn dann machen, ha? Du wirst ja einiges, was ich da machen darf. Wichser. Wo bleibt der Kaffee? Wie immer mit Süßstoffhöfe. War das jemals anders?
Vergessen Sie bitte nicht, die Akte Hübner zu unterzeichnen. Um 11:30 Uhr Termin mit Bauer und... Sagen Sie mir nichts, was ich ohnehin weiß. Und um 14 Uhr Leubner. Die Unterlagen dafür sind schon alle bereit. Ab 15:20 Uhr Besprechung mit Herrn Direktor Rupp. Wird ja auch schon langsam Zeit, dass er meine Leistung honoriert. Darauf haben Sie auch lange genug hingearbeitet, Herr Hofer. S tem zaključujem povzetek dogajanja in vas seveda v nadaljevanju vabim, da si tudi tokrat ogledate obzornik, katerega je za vas pripravila KTV Dravograd. No, že v tem trenutku pa vas vabim k ogledu od prihodnega četrtka dalje različnih prispevkov, katere bo za vse nas pripravljala KTV Črna. V tem trenutku vam voščim le še srečno.